Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Tradicija 1. maja se je začela že davnega leta 1886, ko je Federacija obrti in delavskih zvez zahtevala več pravic za delavce, med drugim 8-urni delavnik. Stavka delavcev v Chicagu se je prelevila v krvavo bitko. Ja, prišlo je do neljubega incidenta, ko je med demonstranti nekdo vrgel eksplozivno telo in prišlo je do streljanja, v katerem je tudi več demonstrantov in tudi policistov umrlo, in ta dan je potem druga internacionala razglasila kot delavski praznik, ki naj bi se praznoval po celem svetu. Tako se je dogajalo v Združenih državah Amerike, kjer praznika dela sicer ne praznujejo. Pozneje, v 20. stoletju, je 1. maj prva obeležila Sovjetska zveza, sledile so ji tudi druge države vzhodnega bloka. Prvomajska praznovanja so se na Slovenskem začela že leta 1890, najprej v rudniških krajih in šele nato v industrijskih območjih. Eno izmed prvih mest so bile tudi Jesenice. Pomenilo je praznično vzdušje, zgodbo na pihaleh oziroma pleh muziko, to imamo že zelo zgodaj ustanovljeno med jeseniškimi delavci, no in tradicionalno še danes potekajo prvomajske budnice. Praznik dela v različnih državah obeležujejo po svojih ritualih. Pri nas je tradicija, da že na predvečer 1. maja povsod po državi ljudje prižgejo kresove, saj so delavci včasih začeli slaviti takoj po zadnji izmeni, 30. aprila. Ko so delavci končali zadnjo izmeno, so s cvetjem okrasili svoje delovno mesto, stroje, pohiteli na bližnje griče, tam se pridružili k kresovanju in pa naslednji dan je delavce pa tudi ljudi v krajih, v industrijskih krajih opozorila budnica. Budnici je sledil sprevod društev in razna politična zborovanja. Zažiganje kresov se je ohranilo vse do danes, med drugim v času prvomajskih praznikov danes radi tudi kam odpotujemo. Praznovanj na Jesenicah se živo spominja tudi tamkajšnji župan. Moram reči, da lepi spomini. Lahko rečem, praznovali smo na lokaciji Poljane, to je malce nad Jesenicami. To je bila zelo lepa lokacija in predvsem tista srečanja, ki so bila predvsem sodelavcev, delavcev in pa tudi upokojencev, so bili prežeti preko z temi občutki in pa dobrimi, lepimi spomini na to obdobje, ki je bilo za nami. Nekoč v času socializma je veljalo delu čast in oblast. Danes smo samo še sužnji sistema, delamo in delamo, da komaj preživimo. Danes delodajalci hočejo zmeraj bolj pritiskajo na delavce, čim več delati, pa bi narod čisto vse pobrali, po domač povedano. Tako da ta slogan, ko mi drži. Jesenice, pravi župan, so v veliki meri ohranile značaj delavskega mesta. Torej, znamo še delo ceniti kot vrednoto? Absolutno. Mislim, da se mogoče še premalce zavedamo. Vemo, da so bile takrat drugačne usmeritve in pa pričakovanja, predvsem 8-urni delavnik. Danes pa lahko ugotavljamo predvsem to, da je vsak tisti ponosen, da sploh ima delo. Tako da je tisto vrednota kot taka absolutno še zmeraj prisotna, tako da delo kot delo in lahko rečem, da smo lahko ponosni na to zgodovino in pa tudi sedanjost. Vsekakor so se določeni vidiki na delo spremenili. Nekaj pa nas danes, v času 1. maja, praznika dela, vseeno spominja na socialistične čase in spremlja tudi v današnjem kapitalističnem obdobju. To je rdeča barva, barva bojevitosti. Pa naj bo to zastava, kravata ali le rdeč nagelj.